poslušalci, gledalci televizije Exodus. Smo v sklopu premišljevanj, ki imajo skupni naslov V nebesih sem doma. Danes je na vrsti 8. premišljevanje, ki govori o starosti. Starost nas vodi v nebesa. Ako. Prejšnjikrat smo govorili o bolezni. Bolezen lahko doleti človeka še, ko je mlad. Starost pa šele, ko postane star. Zato je prej bila bolezen, zdaj pa je starost. Starost, pot v večnost ali priprava na večnost. Med ljudmi starost nima ne vem kakšne časti. Da se ne spodobi govoriti, vpraševati, koliko si pa ti star, gospa, koliko ste pa vi stari, Bog ne daj. Biti star torej ni neke vrste dobiček, ni nekaj lepega. Lahko pa je, če hočemo, ker nas vodi v večnost oziroma približuje Bogu. Ni se pa čuditi, da nekako starosti neradi omenjamo, ker nas je Bog ustvaril po naravi mlade in zdrave, oziroma po Božji podobi. Bog pa nikoli ni star, Bog je vedno mlad. Zato naj bi bili tudi mi ustvarjalci in smo recimo tudi bili. Z starostjo pa se ustvarjalnost zmanjšuje in zmanjšuje, dokler je ne zmanjka. Konec ustvarjalnosti, konec mladosti. Starost je lahko čas, ko jokaš za preteklostjo. Ali pa zreš v prihodnost, ko obupuješ ali upaš, ko umiraš ali živiš. Odvisno od tebe. Zato je mogoče gledati v starosti dobiček samo v pomenu, da gledaš na njo z očmi vere. Samo vera da starosti vrednost. Izven vere kdo, kaj, kako? Starost da priložnost, da človek izoblikuje v sebi dovršeno Božjo podobo. Bog nas je ustvaril kot svojo podobo, ampak smo jo vse življenje oblikovali. V starosti pa dopolniš in zaokrožiš. Starost ima, pravijo, trojni obraz. En obraz je koledarski. Po koledarju imam jaz toliko in toliko let. Hladno, jasno. Drugi obraz je biološki. Ta pokaže, koliko si še mladosten, koliko je v tebi še energije. Ko sem bil star 70 let, sem srečal nekoga, ki je z to neko obešenko lahko človeka pregledoval, kako je zdrav, koliko ni. In ko je prišel dol, je rekel, ja, še kar zdrav, nekaj posebnega. Malo pri srcu se mi zdi, da nekaj narobe, ampak ni hudega. Pa je imel prav, res je bilo tako. Ampak je rekel, v tebi je energije še do leta, ko boš star 83. Oho, takrat se mi je zdelo, ok, je še to. Ampak prišlo je, ko sem bil star 83, nekoliko sem trepetal, ampak veš, enkrat ti tako mreš, pa če bom, pa bom. Ampak danes jih imam 90, pa sem še tu. Torej, v tem pogledu me ni pogruntal. Torej, drugi obraz. Tretji obraz starosti pa je psihološki, ki pravi, star si toliko, kolikor se čutiš. Pusti koledar. Kaj bo koledar govoril? Če se čutiš mladega, si mlad, če se čutiš starega, si star. V redu. Ena pesem poje, moja mlada leta, kam ste se zgubila, kakor da bi kamen voda potopila.
kamen šeta kamen, vodi se obrne, o mladost moja, nikdar več ne vrne. Nikdar več. Nikdar več. Kaj pomeni nikdar? Konec, ni. Mladosti ni več. Pa kako bi jo rad? Ja, rad gor ali dol, ja ni. Za koga starost ni priprava na večnost ali ni dobiček? Najprej za tistega, ki se upira biti star. Do vsega itak ne bo nič. Upiraš se ali se ne, toliko imaš, koliko imaš. In če se upira, dokazuje, da ni dozorel. Usmeši se. Shakespeare je v Kralju Liru napisal tudi ta stavek: nisi imel pravice postati star, ko nisi postal moder. Starost ni dobiček za tistega, ki se predaja zagrenjenosti. Kako vidi, vse manj sem pomemben. Včasih sem jaz nekaj pomenil. So me obrajtali, so me spraševali, obiskovali, zdaj pa zmeraj manj. Zdaj so pa drugi pomembni, jaz pa nisem nič. In tako se zgodi, da človek postane kar zloben, ko nekaj pripravljajo mladi. Pa rečeš, naprej sem vedel, da vam ne bo ratalo. Vidite? Aha, torej vi mladi, kaj boste vi? Mi nekaj. To je že malo zlobnosti, ampak ne dokazuje nekega zrelega, torej zrelosti. Nekateri se prepuščajo otopelosti, brezvoljnosti, grejo v odmaknjenost, nič jih ne zanima. Vse jim je vseeno, čakajo samo še na smrt. Torej za take smrt, da lahko težko rečemo, da je dobiček. Samo Bog pa ve, koliko je tukaj človek zavestno takšen, da se mu nič ne da, ali pa toliko peša njegove moči, da nič ne more. Morda bi rad, pa ne more. Ko sem bil še bolj v akciji, sem precej srečeval bolnike. Naprimer, ena bolnica takole: gospa, kako je? Slabo. A vas kaj boli? Vse me boli. A bi kaj radi? Rada bi umrla. A kaj spite? Nič ne spim. A kaj molite? Ne morem. To je en način. Druga gospa pa takole: gospa, kako je? Dobro, hvala. A vas kaj boli? Nič me ne boli. A bi kaj radi? Nič ne bi rada, vse imam, kar želim. A kaj spite? Celo noč. A kaj molite? Cel dan. Vesela, razpoložena, pater še pride, bo še kakšna rekla. Kdo odloča, da je ta takšna, ona pa drugačna? Kdo ve? Ena ima v sebi še energijo, druga pa nima. Če ni energije, ne moreš. Za koga pa starost je priprava za večnost? Prej smo rekli, za koga ni, za koga pa je. Najprej naj se zaveda, da starost ni nujno zlo, ki se mu ne more izogniti, ampak naj sprejme kot dar. Starost je Božji dar. Bog ti ga ponuja. Je izziv. Skušaj ta izziv sprejeti. Eno iz izzivov starosti je, da si osamljen, ampak nisi osamljen. Bog je s teboj. V njem živimo, se gibljemo in smo, pravi Pavel. Bog je s teboj. Gospod je s teboj. Emanuel, Bog z nami, so peli angeli, ko se je Jezus rodil. Jezus je zato postal človek, zato se rodil med nami,
da bi bil Emanuel, Bog z nami. Če je z nami, je tudi s teboj, je tudi z mano, ko si star, je Bog s teboj. Starost je lahko priložnost, da urediš neporavnane račune, bodi si tiste finančne, gospodarske, bodi si notranje račune z Bogom, ki morda niso urejeni, ampak zaupajo Božje usmiljenje. Božje usmiljenje je večje kot vse grdobije sveta. V vojni ljudje marsikaj hudega storijo. Ne ker hoče, ampak okoliščine k temu prisilijo. In po vojni so mnogi ljudje imeli težke more, ampak jim je spoved, srečanje z Bogom, pripomoglo, da so prišli k notranjemu miru. Telesno in duševno čilost ohranja star človek z raznimi dejavnostmi. Ni dobro umikati se v osamo, ampak loti se nečesa. V mestih je to lažje. Verni upokojenci se zbirajo v molitvenih, dobrodelnih, svetopisemskih, športnih in drugih skupinah. Tako jim mineva čas in jim, ko se družijo, dozoreva tudi njihova osebnost. Če si pa sam, se pa sam zaposli. Jaz za sebe lahko rečem, vsak dan rešim vsaj eno križanko. Večinoma rešim, do konca ne. Kaj pa jaz vem, kaj je neki otok blizu Malezije, kaj pa vem. Ampak v celoti vzeto pa rešujem križanke in mi je zadoščenje, obenem pa si nekako bistrim spomin. Včasih je starega človeka strah, kaj bo, če bo vojna, kaj bo, če bo potres, kaj bo, če bo požar, kaj bo, če bo lakota, kaj bo, če bo kriza še hujša kot je, kaj bo, če zbolim. Zbolim sam, pa nikogar ne bo blizu. To se marsikdo boji. Umrl bo, ampak ne bi rad sam umrl. Kaj bo, če bo čisto osamljen? Ko se zgodi neke osebe, ki ima svojo sobico v bloku, že nekaj dni ni. Kje bi pa bila? Pokličejo policijo, odpre vrata, mrtva leži. Ampak tudi to se zgodi. Kako se rešimo strahov, ki sem jih naštel? Ne s tem, da jih preganjamo. Saj ne bo res, saj ne bo, saj ne bo, saj ne bo. To ni rešitev, ker ne veš, kaj bo. Poglej stvarem v oči, pa reci, morda se mi bo to zgodilo, ampak ne bom sam, Bog bo z mano. Emanuel, Bog z nami. V Božjih rokah sem. Bog me vodil, ko sem se rodil, me je vodil do zdaj in me bo še naprej. Pa če bo kaj hudega dopustil, bo tudi pomagal, da bi šlo. Kot je rekel Pavel, če je velika naša stiska, je tudi velika naša tolažba, ker vemo, da smo z Bogom. Včasih se človek vpraša, s čim sem se le Bogu zameril, da me tako kaznuje. Redno sem molil, hodil sem k maši, nisem kradel, nisem klev, nisem ubijal, bil sem zvest, skrbel za družino in tako dalje. Zato bi tudi Bog mene moral varovati, pa me ne. Ta človek gleda nekoliko napačno. Boga ima za zavarovalnico. Ampak Bog ni zavarovalnica v tem pogledu, koliko ti meni, toliko jaz tebi. Ampak je zavarovalnica v drugem pomenu. Hoče, da v Boga zaupaš. Prav, da si živel, ko se šika, ampak Boga zaupaj. On že ve, njemu se prepusti. Tvoje zaupanje je nadnaravno, zato je zaslužno. Ker je človek ustvarjen po Božji podobi,
Bog pa živi v treh osebah, Oče, Sin, Sveti Duh, je tudi človek naravnan drug na drugega, kot je Oče naravnan na Sina in na Duha, Sin na Očeta in Duha, Duh na Očeta in Sina. Tako tudi človek naravnan na druge. To razsežnost uresniči v sebi. Bodi družaben, kot se reče. Imej dobre odnose. Skrbi za lepe odnose. Kako je Bog vesel, ko na primer vidi, da se vsako leto vsaj enkrat ali pa večkrat na poročne dneve, na rojstne dneve ali kakšne druge dneve zbere vsa družina. Dedek in babica, oče in mama, sinovi in hčere, vnuk in vnukice. In se poveselijo, imajo družabno srečanje. Kako je to nekaj lepega. Tako je to predpodoba, kako lepo nam bo, ko se bo v nebesih zbrali kot Božja družina. Predpodoba. Neki star mož, to sem naletel v eni verski reviji, je takole, ki je bilo malo pesnika, takole napisal. Star in moder, kakor drevo v vrtu, z mnogimi sadovi na vejah, tak naj postanem Bog mojega življenja. Torej drevo, na katerem visijo obilno sadovi na vejah, kot je rekel gradnik, Gospod, ko padem, ne odpadem zrel. Če hočeš odpasti, pa moraš najprej biti. Z mnogimi sadovi na vejah. Star in dober, kakor sladko vino na praznični mizi. Tak naj postanem Bog mojega življenja. Torej, naj bi me tako doživljali tisti, s katerimi skupaj živim. Sladko vino. In še tretja kitica. Star in blag. Torej, ne trd, ne oster. Star in blag, kakor večerno sonce v jeseni, tak naj postanem Bog mojega življenja. Torej, poletno sonce je močno, nas preganja. Pred njim bežimo, se skrivamo v sencu. Jesensko sonce je pa blago. Tak naj bi postal tudi človek, dokler si poln življenja, si včasih malo trd. Ko si pa starejši, si pa blag. Ne bi bil blag, tako pravi ta, in ga razumem. In se nekoliko sprašujem, ali sem jaz takšen. No ja. Naj presodijo tiste, ki z mano skupaj živijo. Tisti, ki starost preživlja sam, naj najde nekoga, ki mu zaupa, s katerim se v času do časa pogovori. Glavni sogovornik pa naj bo Bog. Bog Oče, Bog Sin, Sveti Duh. Oče, ki ga je ustvaril, Sin, ki ga je odrešil, ki je oznanjal evangelij. Kaj je vse v evangeliju, kar nam je Bog Sin povedal? O tem se pogovarjaj. Bog Sveti Duh, ki te je posvetil pri krstu in potrdil pri birmi, z njim se pogovarjaj, pa ne boš sam. Eno priporočilo, čisto bi rekli praktično, ko si v letih, če imaš kaj, s čim razpolagaš, napiši oporoko. Dobro je imeti vse stvari lepo urejene, ker se lahko zgodi, če umreš brez oporoke, da se bodo na grobu med sabo kregali, kaj bo kdo dobil, pozneje pa sploh. In pravdali, vlekli na sodišča, plačevali advokate. Zakaj? Če je bila oporoka, bi bilo vse urejeno. To je en nasvet. Poglejmo še, ali v evangeliju kaj piše o starosti. O bolezni veliko piše.
Jezus je zdravlja bolnike. Koliko so se k njemu zatekli, jih je tolažil, jim dal novo moč, vračal zdravje in podobno. Dočim o starih, komaj kaj, ampak nekaj bomo pa našli. Ko sem bil še mlad, torej mlad duhovnik, mi je star duhovnik priporočil, čuj, ne želi si biti star. On je že vedel, zakaj mi je to rekel. Za njega je bila starost breme, za koga pa ni končno. Morda je res, starost je res lahko povezana s trpljenjem. Ako smo kristijani, vemo, da nam starosti ne kroji slepa usoda, čeprav marsičesa res ne razumemo. Tudi nam ne krojijo ljudje, čeprav se včasih sliši, da ja, ko pravijo, kako kaj, kako drugi hočejo. Naprimer, politikanti, bilančniki in tako dalje. Ampak na koncu konca je starost Božji dar. Božji dar, ki ti ponuja, izkoristi ta dar. Torej, kaj ima v Svetem pismu starost? Ko se je Jezus rodil in ko ga je Marija prinesla v tempelj, da ga daruje, sta tam z Jožefom najprej opravila obred darovanja. Ko sta pa že mislila oditi, pa pride kdo? Starček Simeon. Koliko let je imel, ni napisano, ampak je bil starček. In je prosil Marijo in Jezusa, dajte mi malo vašega otročka v naročje. In sta mu dala in je zapel pesem. Zdaj odpuščaš, Gospod, služabnika v miru, ker sem videl svoje zveličanje. Starčko je namreč po nekem notranjem dihu razodeto, da ta otrok, ki ga ima zdaj v naročju, ni navaden otrok, da je Mesija. On ga ne bo doživel, ker je star, ima pa to srečo, da ga lahko ima v naročju. In ali ni to nam namig, ki smo stari ali ki ste stari, starost je priložnost, da se srečaš z Bogom, kot se Simeon. Potem je prišla pa ena stara žena, o kateri vemo, koliko let je imela. 84. To je že kar nekaj. In tudi ona je pristopila k Mariji. Marija, daj mi Jezučka, da ga malo poujčkam. In Marija je ustregla. Kaj je potem storila Ana? Kaj je storila? To, kar stori vsaka ženska, če nekaj doživi. Kaj? Pripoveduje okrog. Ana je vsem, ki so jo hoteli poslušati, pripovedovala, kaj sem doživela. To je nam namig. Kako je Simeon namig, srečaj se z Bogom, tako je Ana namig, govori o Bogu. Pripoveduj o Bogu, oznanjaj Boga. Ko smo v letu vere, nam je to še posebna spodbuda. A je še kaj v Evangeliju? Še nekaj je. Kdor Sveto pismo pozna, naj malo študira. Kje je še kaj o starosti? Še je na koncu, po Jezusovem stajenju, ko Jezus se prikazal apostolom, ki so lovili ribe. In je najprej pripravil presenečenje, napolnil mrežo. Potem jim je pripravil večerjo. Potem se je pa z njimi pogovarjal in tudi Petra vprašal, če ga ljubi, in mu naročil pasi moje ovce, potem je pa še nekaj dodal. Kaj je dodal? Dodal je: Peter, ko si bil mlad, si šel, kamor si hotel. Si delal,
kar si hotel. Ko boš pa star, ne boš več sam, kamor boš hotel, ampak te bojo drugi vodili. Starost je doba, ko te drugi vodijo. Naj te vodijo v nebesa, ti pa njih. In evangelist dodaja, s tem je, ko je to rekel, da ga drugi vodijo, je Peter poveličal Boga. Da bi tudi mi v svojih starih letih, ko nas bodo drugi vodili, proslavili Boga, poveličali Boga. Mi bi rekli, to mu je bilo pot v večnost. Presenimo se današnje čase, kolikor toliko. Kar nas je starejših, se morda spomnimo, kako je Hitler med vojno dal tajni nalog, ne sme iti v javnost. Starim ljudem dajte injekcijo, pa naj umrejo. Mi nimamo ne hrane, ne zdravil, ne zdravstvenega osebja, ne denarja, da bomo hranili ljudi, ki so obsojeni na smrt, ki so stari. In tako se je res dogajalo, da so umirali ljudje, ki so bili stari, pa še niso bili za umreti. Kako pa to? Pa je prišlo na dan, Hitler je tako naročil. In je prišlo v javnost, Hitler se je ustrašil in je to potegnil nazaj. To je bil Hitler. Za njega je starost nekaj, kar je zlo, kar je nekoristno, kar je škodljivo. Približno v istem času je poživel neki duhovnik, ki je nekoliko let pozneje postal papež. Janez 23. Angelo Roncalli, ki je sklical koncil. In ko je sklical koncil, je pozval vse vernike, naj molijo za uspeh koncila. Še nekaj naredil. Pisal je pismo vsem starim in bolnim. Je rekel, mi, ki bomo tam govorili na koncilu, bomo 100 in 1000 besed povedali. Te besede pa potrebujejo Božji blagoslov. Vi, ki ste bolni in stari, kličite svojo molitvijo Božji blagoslov na naše delo, da bomo kaj pametnega povedali. Torej, Janez je v starem človeku videl vrednota. Hitler škodo, Janez pa vrednota. Se vidi, kaj da vera človeku, kaj pa da nevera človeku. Ustavimo se še pri eni stvari, ta pa je, ko je človek star dan danes, včasih je ostal doma in je doma umrl. Danes pa grejo mnogi v domove. Ali naj damo našo mamo v dom ali ne? Ja, to je dostikrat boleče vprašanje. Nekateri razumejo, za drugo nisem kot za dom. Ne bom obremenjevala domače. Drugi pa ne razumejo, ne marajo me, komaj čakajo, da se me bojo znebili. Včasih je tudi res, včasih ni. To je lahko boleče. Ni pa povsod enako. Za neko gospo, jaz sem leta hodil v dom upokojencem, sem marsikaj slišal, je rekla takole, da sem za v dom, sem vedela, ker ne morejo za mene skrbeti doma. Premalo prostore v stanovanju, pa tudi ure in ure, ko so oni v službi, jaz pa sama, vedela sem, spadam v dom. Nisem se bala doma, bala sem se osamljenosti v domu. Ampak slabo sem sodila svoje mlade. 4 so, zmenili so se, v mesecu so 4 nedelje, 4 tedni. Vsak en teden me bo obiskal enkrat ali pa večkrat. In tako imam stalne obiske. Boljši so, kot sem mislila, da so. Mislim, da bi bilo lepo za vse, ki imate v domovih svoje
da se morda ob tem zamislite, kar je ta gospa rekla. Zdaj bom pa dodal še nekaj. Nekoliko, recimo, da je duhovito, morda nekoliko tudi pikro. Župnik na deželi, ki je bil že v letih, dobi od škofa pismo. Gospod župnik, spoštujem vas, ampak glejte, dobil sem sporočilo, da ste stari, pa da več ne veste, kaj pridigate. Pa jaz sem odgovoren za celo škofijo, tudi za vašo župnijo. A bi prišli vi dol v škofijo, tu vas bojo sprašali 3 mladi učeni doktori teologije, če imate še vi prave nauke. Župniku se je malo za malo zdelo, ker se je imel še za kar sposobnega. Ampak, če rečejo škof, bom ubogal. Malo je prelistal cerkvene te knjige, dogmatiko, cerkveno pravo, pa moralko, pa tako naprej. In je šel dol. O, ravno prav, tukaj so 3 mladi duhovniki, vas bodo spraševali. In ga sprašujejo. In na koncu reče gospod župnik, vsa čast. Odgovarjali ste, kakor treba, sposobni se na katerokoli župnijo, pa bo škofu to povedali. No, hvala lepo, mladi gospodje. Ampak zdaj pa, ko smo že skupaj, a bi že kar jaz vas nekaj vprašal? Jo, vprašajte. Ampak ne karkoli, teološko zadevo. No, vprašajte. Glejte, naša vera uči, da imamo Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Je tako? Seveda je tako, ja. Glejte, Bog Oče ima, Bog Sin ima več praznikov. Rojstvo, pa trpljenje, pa smrt, pa vstajenje, pa še več drugih manjših. Je tako? Ja, točno. Sveti Duh ima samo en praznik, ampak ta je velik, binkošti. Je tako? Je. Kaj pa Bog Oče? Bog Oče, a ima praznik ali nima? Nima. Sveda, vsi vemo, da ga nima. Ampak zdaj bi jaz to vprašal, vi, ki ste učeni, zakaj Bog Oče nima praznika? Da ga nima, vemo vsi. Zakaj ga nima? Ti, ki si v Rimu študiral, kaj so tam rekli? Zakaj Bog Oče nima praznika? Je rekel, mi se ob tem nismo ustavili. O tem ni noben profesor razlagal in ne bi vam vedel povedati. Ne vem, zakaj Bog Oče nima praznika. Ne vem. Kaj pa ti tudi ne veš? Tudi, jaz tudi nisem. Nikoli se nisem v tem ustavljal. Ampak je vprašanje, zakaj Bog Oče nima praznika? Gospod župnik, ne vemo vam odgovoriti. Pa kako vi, učeni, mladi doktori, pa ne vete? Ja, ne vemo. A vam živom jaz povem? Ja, a vi vete? Jaz vem. Ja. Ampak nerodno mi je, da bi jaz, pohribovski župnik, učenja teologije učil. Nerodno mi je povedati. Gospod, kar povejte. Ne bo nič nerodno. No, bom pa povedal. Bog Oče zato nima praznika, ker se starost premalo spoštuje. No, tako. Zdaj bom pa jaz odgovoril po moji sodbi, zakaj Bog Oče nima praznika. Vsi prazniki Jezusa in Svetega Duha slonijo na nekem dogodku. Dogodek. Bog Oče pa nima dogodka. Ni dogodka. Če ni dogodka, ne moramo praznovati nekaj, kar ni. Torej, zato, ampak Bog Oče niste nič prikrajšan, da nima praznika, ker ima on vse v roki in je vse njegovo. Bom pa končal to premišljevanje z eno kitico enega pesnika, ki ima B.A. Novak. To je Boris Andrej Novak. Takole pravi. Petje letnih časov. Pomlad in poletje. In starost in smrt. In večno petje. Želim vam večno petje. Hvala lepa, da smo bili skupaj.